Dober dan, voščim Vanja Trkman. Kot smo napovedali, vračajo se oddaje Dober dan župan, v katerih bomo gostili vse te prve občane severnoprimorske regije. In prvi danes z nami v studiu že ajdovski župan Tadej Beočanin. Dober dan, župan. Dober dan. Ja, kakšni projekti, investicije se odvijajo na območju ajdovske občine? Kaj je v načrtu? Tiste glavne naložbe bova prečesala v naslednjih minutah. Odgovorili bomo tudi na vprašanja, vaša vprašanja, torej vprašanja poslušalcev, tako da ostanite z nami tudi v nadaljevanju. Pa za začetek morda župan včeraj na Lavričevem trgu dišalo po jedeh iz različnih koncev sveta, pa če ostajava tam, ravno smo poročali, da se bo obnova mestnega jedra nadaljevala, torej prenova Kastre. Kdaj bodo stroji zabrneli, ne sicer na samem Lavričevem trgu, ampak v bližini? Torej, pred kratkim smo prejeli to spodbudno novico, da smo prejeli 2 milijona nepovratnih sredstev za nadaljevanje prenove mestnega središča, kar nas je seveda zelo razveselilo. Trenutno smo v fazi priprave razpisne dokumentacije, s katero bomo iskali izvajalca za nadaljevanje del. Osebno pričakujem, da bomo v letošnji jeseni že pričeli samo prenovo. Predtem seveda še nekaj pripravljalnih del in bom rekel tudi uskladiti z prebivalkami in prebivalci tega območja, pa seveda tudi poslovnimi subjekti, ki delujejo na območju Lavričevega trga, zato da bojo dela seveda potekala čim bolj nemoteno po eni strani in po drugi strani seveda, da bodo čim manj obremenjujoča za vse tam živeče. Gre za prenovo še teh 3 ulic, ki se nekako stekajo na Lavričev trg? 3 oziroma 4 ob Stritarjevi, Šibeniški in Vilharjevi ulici je to še Gregorčičeva ulica, ki povezuje nekako mestno središče, torej Lavričev trg z obstoječo stavbo občine Ajdovščina. Tudi, ko zaključimo nekje ta del, bo prenova skoraj da končana, potem nam bo pa ostal res samo še trg prve slovenske vlade. Kaj pa je še vse, če rečemo, bodo stroji zajeli tudi območje Lavričevega trga, ali bo to nekako potekalo bolj nevidno prebivalcem? Ne, na Lavričevem trgu so vsa dela popolnoma končana, tako da tam niso potrebni nobeni nadaljnji posegi. Tudi vse, kar se tiče kanalizacijskega omrežja, vodovodnega omrežja, optičnega omrežja, plinovodnega sistema, vse je pravzaprav pripravljeno na začetkih teh ulic, torej se bo res gradnja samo nadaljevala, bom rekel, od obstoječih točk naprej. In tako bo ta prenova trga nekako zaključena, dobila svojo podobo. Ostaja pa še odprto vprašanje, kaj bo z objektom nekdanjega Nanos, če tako rečem, kjer je bila predvidena selitev občinske uprave? Še vedno je tudi predvideno, da se na območju, spravi v objekt bivšega Nanosa, preseli občinska uprava. Smo v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, zaradi samega, bom rekel, občutljivosti območja. Moramo seveda iskati še določene dodatne tehnične ukrepe, s katerimi bo, bom rekel, sama dejavnost na tej lokaciji v objektu Nanosa tudi čim bolj enostavno in čim primerneje umeščena. Tako z vidika, bom rekel, sosednjih objektov, kot tudi seveda z vidika varovanja kulturne dediščine. No, če ostajava še nekoliko na tem območju Lavričevega trga oziroma v bližini, Rustjeva hiša je že lepo zaživela, iščete vsebine za stolp 12. Mimogrede, ste jih prejeli, ste jih že preučili? Torej, kar nekaj teh vsebin smo že prejeli. Danes, bom rekel, tečejo postopki izbire, pregledovanja teh pobud. Kar nekaj je bilo, bom rekel, zanimivih pobud oddanih. Odziv je bil dober, torej? Odziv je bil dober, ja, bom rekel, tako tisti formalni, kot tudi tisti neformalni na družbenih omrežjih. Tako da vse smo nekako beležili. Res upam, da, bom rekel, bomo prišli s čim boljšo idejo, ki bi ta mali stolp, bom rekel, ki pa je na pomembni lokaciji med Tržnico in Prešernovo ulico, seveda tudi čim bolj zaživel. Ne samo to, da je Rustjeva hiša zaključena, projekt bomo nadaljevali s prenovo bivše, se pravi objekta, v katerem je prej delovala lična hiša. Torej tukaj smo tudi že, bom rekel, pripravili projekt, prijavili na razpis Ministrstva za kohezijo in, bom rekel, ob uspehu na tem razpisu se nadejamo, bom rekel, tudi prenove še tega objekta, ki bo, bom rekel, zelo lepo tudi zaokrožil
potem ta del ob tem majhnem trgcu pred Rustivo hišo. Pa je tudi tam namenjena torej nekako ista vsebina, kot je bila doslej? Se obeta kakšna nova? Ne, predvsej novih vsebin je predvidenih na tej lokaciji. Torej, želimo ga napolniti storitvami, pravzaprav, ki še niso prisotne v mestnem središču. Imamo tudi kar nekaj pobud v tej smeri, od tistih bolj kreativnih v smislu fotografskih studijev, oblikovalskih studijev in podobno, pa do tistih relativno tradicionalnih, bolj tržnih, tudi v smislu restauracijske ponudbe in tako da je bil objekt projektiran oziroma prenova objekta projektirana za vse te namene, za katere je bil, izkazan interes, pa te storitve še niso na voljo v mestnem središču. Poteka namreč dolgo pričakovana rekonstrukcija križišča na ajdovski obvoznici, tako imenovani, ki bi, se opravičujem, nekoliko sprostila prometne zamaške na tem območju. Gre sicer za investicijo državne direkcije, torej Direkcije za infrastrukturo. Območje križišča bo, kot smo poročali, dopolnjeno z 2 zavijalnima pasovoma, nesemaforiziranima, no za večjo varnost pa bo poskrbljeno tako za kolesarje kot za pešce s pločniki. Župan, kdaj naj bi bila dela po vaših informacijah zaključena? Še vedno drži ta časovnica predvidena? 600 dni je bilo rečeno ob začetku projekta? Torej, projekt se odvija nekje skladno z zastavljeno časovnico, tako da nekje bistvenega skrajšanja tega obdobja ne pričakujemo na občini. Je pa dejstvo, da vsaj trenutno veliko večino del izvajajo izvajalci izven samega območja cestišča, tako da smo praktično križišče v samo enem kraku imeli popolnoma zaprto samo v enem oziroma 2 vikendih. Nekje pa pričakujem, da bi do jeseni bila, glavnina teh del tudi pod streho, kar bo, se že pomembno poznalo pri sami pretočnosti. Dejstvo je, da so ta dela povzročila določene dodatne zaplete, predvsem, povezane tudi s čakanjem na voznih pasovih hitre ceste H4. Tukaj smo, že imeli kar nekaj koordinacijskih sestankov tudi s predstavniki tako seveda izvajalcev, kot tudi Direkcije za infrastrukturo in pa policije, ki, se po svojih močeh vsi skupaj prizadevajo, da ta promet kljub delom teče čim bolj tekoče. Sama rekonstrukcija je pa načrtovana na način, ki naj bi, še najbolj odpravil vse te zamaške, ki se dogajajo na območju Tovarniške ulice in priključkov na avtocesto, torej s temi zavijalnimi pasovi. Ocenjujem, oziroma študija ocenjuje, da bojo ti zastoji odpravljeni kar v 90%, kar pomeni, da problemov, kot jih danes poznamo v tem delu mesta, v bodoče naj ne bi bilo več. No, ko že govoriva o tem, pogovori so tekli z direkcijo tudi o uvedbi dodatnih izhodov iz hitre ceste. Ali ste tu dobili že kakšen dogovor? Vemo sicer, vlade so ravno na področju, tako bi rekli, menjave, pa vendar. Torej, tu pogovori sicer ne tečejo neposredno z Direkcijo za infrastrukturo, ampak z Darsom. Torej, Dars je tisti, ki, nekje narekuje te dodatne priključke. Naša pobuda je bila vložena, zahtevana je bila dodatna prometna študija širšega območja. To študijo smo seveda tudi naročili in čim prejmemo izsledke te študije, jih posredujemo naprej na Dars. Tako da, to je eden od ključnih projektov za razbremenitev prometne situacije v Ajdovščini, tako z izgradnjo dodatnega priključka v bližini Dolge Poljane, torej v bližini centra za ravnanje z odpadki, kot tudi, na drugi strani, torej na območju Vipavskega križa oziroma pokritega vkopa Vipavski križ. Veliko prednost imamo na obeh teh lokacijah, so že zgrajeni nadvozi, kar pomeni, da praktično v bistvu gre tudi za relativno majhno investicijo izgradnje teh dodatnih priključkov in jaz res močno verjamem v to, da se lahko v prihodnjem srednjeročnem obdobju nadejamo tudi teh rešitev. No, v tem sklopu lahko odgovorimo tudi na vprašanje poslušalcev, če se vrnemo nekoliko v središče Ajdovščine. Kako nameravate rešiti neznosno prometno gnečo v Ajdovščini ob prometnih konicah, sprašuje poslušalka. Torej, tukaj se odgovor navezuje. Samo mestno središče je, precej obremenjeno, danes še toliko bolj zaradi
samih del na obvoznici, ko, bom rekel, kar nekaj potnikov tudi raje oziroma voznikov raje izbere pot skozi središče Ajdovščine, kot da bi uporabljal obvoznico. Najprej torej, moramo zaključiti s to investicijo na obvoznici, torej z rekonstrukcijo križišča. Dodatno bo k razbremenitvi prometne situacije prispevala tudi povezovalna cesta med Lokavško cesto in ulico Quiljano. Tukaj, bom rekel, načrtujemo oziroma ta nova cesta bo pomembno razbremenila predvsem območje ceste 5. maja in pa ulice Quiljano, sploh v jutranjih gnečah zaradi začetka pouka. In pa, bom rekel, tudi, ti dve investiciji sta nekje kratkoročno načrtovani. Potem srednjeročno so pa v načrtih tudi še, bom rekel, dodatne navezovalne oziroma obvozne ceste, tako, bom rekel, ta na zahodu mimo letališča od tega novega priključka, ki sem ga prej omenil, proti Lokavški cesti, kot seveda tudi na vzhodu Ajdovščine, pri čemer bo tista na vzhodni strani verjetno zahtevnejša, in gre za, bom rekel, bolj dolgoročen projekt. Menite, da bi tudi uvedba primestnega avtobusa kaj olajšala? Zagotovo. Tega tudi sicer načrtujemo za obdobje, ko bo vzpostavljen nov zdravstveni center, torej ko zaključimo z gradnjo novega zdravstvenega centra, takrat bo tudi že vzpostavljen mestni potniški promet oziroma primestni. Točno, bom rekel, katero območje bo ta javni potniški promet pokrival, danes še ni znano. Želimo si, bom rekel, to območje narediti seveda čim širše, istočasno pa dovolj učinkovito, da bo ta mestni potniški promet ali primestni potniški promet res tudi dodatno razbremenil naše ceste. Še eno vprašanje poslušalke, da ne pozabimo. Zakaj ste prekopali odsek Ajdovščine med pokopališčem in osnovno šolo Danila Rokarja? Zakaj še vedno ni asfaltne prevleke tam, cesta pa je razrita? Ti prekopi so se izvajali v sklopu izgradnje optičnega omrežja oziroma dokončanja izgradnje optičnega omrežja v Ajdovščini. Ti posegi so bili tudi izvedeni pred nekaj meseci. To je tisti čas, ki ga, bom rekel, ustroj ceste potrebuje za to, da se dovolj dobro usede, da se lahko potem na novo prevleče asfalt, kar pomeni, da bomo v naslednjih mesecih, izvajalca za to že imamo zbranega, tudi izvedli vse te preplastitve. Ni samo to območje, torej od pokopališča proti osnovni šoli Danila Lokarja takšno, tudi še kar nekaj drugih ulic v Ajdovščini je bilo sedaj, bom rekel, prekopanih z namenom izgradnje optičnega omrežja, tako da je to končano, bom rekel, po celotnem mestu. In, bom rekel, vse te ceste bojo seveda deležne preplastitve v naslednjem obdobju, najkasneje do poletja. Ste vedeli, da ima letos ajdovska občina zajetnejši proračun od Novogoriške? Gre za zanimiv podatek. Ajdovski proračun je letos rekordno visok. Izstopa podatek o investicijah, ki jim letos namenjajo kar 46 milijonov evrov. Župan Tadej Bevčanin ostaja naš gost. Če bi se na kratko dotaknili, katere so torej tiste največje in seveda ena kratka ocena, kaj je pripomoglo k temu rekordnemu proračunu. Drži, letos imamo res zelo velik proračun, sicer vsa predvidevanja kažejo na to, da bo realizacija nekoliko nižja od teh na investicijskem delu, od teh 46 milijonov, vseeno pa, bom rekel, govorimo o več 10 milijonih evrov, ki jih v letošnjem letu namenjamo za investicije. Kar nekaj zelo velikih investicij se letos lotevamo in so, bom rekel, danes v bodisi zaključnih fazah priprav, bodisi še nekoliko bolj v projektiranju. Konkretno gre seveda izpostaviti tiste največje, to so naložbe v zdravstveni center z, bom rekel, centrom helikopterske nujne medicinske pomoči in pa lekarno na območju, bom rekel, letališča. A smo že pri 30 milijonih? Cene grejo kar gor? Že, pa vendar, bom rekel, ne vse v letošnjem letu, gre za projekt, ki ga bomo nekje vsaj 3 leta tudi gradili. Začetek pa, bom rekel, res predvidevamo že v letošnjem letu. Še predtem tudi začetek druge, bom rekel, zelo velike investicije, to je izgradnje oziroma dozidave osnovne šole Šturja Ajdovščina. Tukaj gre tudi za, bom rekel, investicijo visoko 12 oziroma 16 milijonov evrov, kar, bom rekel, zajeten zalogaj za občinski proračun. In pa, bom rekel, tudi kar nekaj samih vlaganj v komunalno infrastrukturo. Torej v letošnjem letu 3
3, bom rekel, večja gradbišča, nova gradbišča za gradnjo kanalizacijskih in vodovodnih sistemov, vas cesta pa podkraj Grivče in verjetno tudi še priprave na druge projekte, pa seveda zaključek tistih, ki jih prenašamo iz preteklih let. Stomaž je že zaključek? Stomaž je v zaključkih, ne, torej investicija v Stomažih bo v letošnjem letu tudi končana. Tako da kar nekaj tovrstnih projektov, tudi konkretno na področju športa, naprimer, ne, odgovarjamo, bom rekel, na to povečano potrebo po športnih dvoriščih za izgradnjo tako imenovanega balona na območju športnega centra Police, kjer bomo zagotovili dodatno površino za dvoranske športe, torej tisto površino največjega formata, ki ustreza, bom rekel, igri panog, ki so, bom rekel, ki terjajo največjo površino, konkretno rokometa in malega nogometa. A tu še čakate na sofinancerska sredstva? Tako, tudi to investicijo smo že prijavili na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Tudi o tem pričakujemo, bom rekel, odgovor v naslednjih mesecih, če ne celo v tem mesecu že, kar, bom rekel, ob zeleni luči in zagotovljenih sredstvih bo pomenilo, da bomo tudi samo investicijo relativno hitro spravili pod streho, kajti ne gre za zahtevno gradnjo. Še kar nekaj je, bom rekel, tovrstnih investicij. Tista največja za občino Ajdovščina pa je še, bom rekel, v letošnjem letu v fazi priprave, to je izgradnja namakalnega sistema. Pričakujem pa, da bomo še letos tu vlagali vlogo za gradbeno dovoljenje. Danes smo v fazi podpisovanja služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, po katerih bodo te trase potekale. Tudi to podpisovanje, bom rekel, je v nekje zaključnem delu, torej s tistimi še zadnjimi lastniki se dogovarjamo za podpise in potem bomo imeli seveda stvari pripravljene za to, da vložimo vlogo za gradbeno dovoljenje. To bo pa res največja investicija občine v čez palec 100 milijonov, recimo? Tako, čez palec je ocena vrednosti okrog 100 milijonov evrov. No, pa bi se dotaknila še nekoliko športnega področja. Želja je seveda ta velika reprezentativna, se reče, ne, dvorana. Načrti so že bili, oziroma vsaj bomo rekli tisti osnutki, lokacija je še vedno predvidena, torej na območju letališča? Ne, torej načrti za to reprezentativno športno dvorano še niso v teku. Velika želja je, bom rekel, tako občinskega sveta, kot tudi moja, da bi letos vendarle uspeli morda vsaj z arhitekturnim natečajem tako poiskati, bom rekel, oziroma identificirati potencialno lokacijo za to dvorano, kot, bom rekel, ne, mora biti narediti tudi kakšen korak naprej. Bo pa morala, bom rekel, ta dvorana počakati tisti naslednji investicijski cikel, torej po zaključku gradnje osnovne šole Šturje in zdravstvenega centra. Torej takrat pride pa na vrsto tudi še tisti velik nov vrtec, čeprav manjše, bom rekel, gradimo že v tem obdobju, 3 oddelke v Lokavcu, 4 dodatne oddelke v Ajdovščini, pa vendar, bom rekel, nas čaka, bom rekel, tudi tista velika investicija novega 20-oddelčnega vrtca na območju Polic. No in to, kot rečeno, ne, z, bom rekel, še dodatnimi vlaganji v kulturo, to je tudi širitev Lavričeve knjižnice v Ajdovščini, pa bo počakalo nov investicijski cikel, torej nekje ne za obdobje približno čez 4 leta. Ajdovski župan Tadej Bevčan, in večkrat ste že omenili, kako pomemben je projekt Biotehnopolis, torej znanstveno-tehnološki park, ki bo ne le za občino, ampak nekako za regijo, pa tudi širše nudil nekako stičišče raziskav, inovacij in gospodarstva na področjih biotehnologije, zelenih tehnologij in digitalizacije, če na kratko tako strnemo. Nad ajdovskim letališčem naj bi stroji začeli brneti še v letošnjem letu. Gre za projekt, pri katerem naj bi sicer večino sredstev prispevali investitorji. Koliko povpraševanja je po gradnji na tem območju in kolikšen bo tu pravzaprav del občine, prispevek občine? Drži, gre za res projekt strateškega pomena, ne samo za občino, niti ne samo za regijo, ampak za državo. Zato tudi, bom rekel, tudi pomemben interes, ki se izkazuje strani posameznih investitorjev, da želijo, bom rekel, v okviru Biotehnopolisa nadaljevati svojo obstoječo dejavnost. Ne glede na to, bom rekel, v katerem delu države praktično danes delujejo oziroma imajo že nekoliko vzpostavljene te dejavnosti.
Naša želja je pravzaprav, da ta cona, torej Biotehnopolis, res dobi tisti pomemben državni in mednaroden pomen na področju razvoja biotehnologije, kajti biotehnologija je ena od tistih dveh oziroma štirih panog, na katere stavimo, bom rekel, na območju naše občine kot na strateške panoge, bom rekel, ki bodo dolgoročno zaznamovale, bom rekel, prihodno rast in razvoj Ajdovščine oziroma naše občine. Sama investicija je res zelo, zelo velika, tudi območje, na katerem se bo Biotehnopolis v prvi fazi raztezal, tudi zelo veliko. Interes je izkazan praktično za vsak zadnji kvadratni meter teh površin. Ob gospodarskih družbah, ki prihajajo na to območje, je seveda najpomembnejši tudi prihod Univerze v Novi Gorici s svojimi raziskovalnimi laboratoriji in centri, torej vse razvojno-raziskovalne dejavnosti Univerze v Novi Gorici ter, bom rekel, postdoc programi se bodo po njihovih načrtih izvajali na tem območju. Naloga in vloga občine pa je, da bo tako gospodarske subjekte na eni strani, kot seveda tudi razvoj in raziskave skušala maksimalno povezati v okviru tako imenovanega tehnološkega parka v kontekstu Biotehnopolisa, torej tehnološkega parka, kjer bo tudi občina investitorica in ga bo, bom rekel, dopolnjeval potem tudi ta letalski muzej s centrom znanosti, konferenčne dvorane in podobno, torej res neko središče oziroma neko srce dogajanja celotnega Biotehnopolisa. No, za ta del je prispeval tudi sredstva donator, Ivo in Taja Boskarol, drži? Tako, donatorja sta, bom rekel, sredstva za to aktivnost tudi predvidela, pogodbe so podpisane, bomo pa seveda kot občina seveda iskali sredstva tudi za izgradnjo tehnološkega parka. Gre pravzaprav za vsebino in infrastrukturo, bom rekel, ki je podprta iz marsikaterih evropskih virov, tako da čim bomo seveda pripravljeni v smislu projektne dokumentacije, bomo začeli z pridobivanjem tudi teh zunanjih virov financiranja. Sama gradnja komunalne infrastrukture pa, bom rekel, jo načrtujemo začeti že letos. Tukaj gre pravzaprav za zelo racionalno komunalno infrastrukturo za to območje. Torej, celoten park je tako dizajniran, da pravzaprav ne potrebuje niti mnogo priključkov in dolgih cest in drugega omrežja, ampak zelo racionalna gradnja tega komunalnega, se pravi te komunalne infrastrukture. Zato pa, bom rekel, nameravamo res začetke tudi že v letošnjem letu. Smo v fazi pravzaprav projektiranja za pridobitev gradbenega dovoljenja in verjamem, da bo to gradbeno dovoljenje še do poletja pod streho. Torej, rekli ste, da je pravzaprav izražen interes za vsak delček. Spomnimo, za kako veliko območje gre in koliko subjektov se bo tam nahajalo, če jih še imate preštete. Torej, trenutno lahko povemo, da bom rekel, da je pretežni del pravzaprav že odprodan. V največjem delu, skoraj 5 hektarjih, torej 50.000 kvadratnih metrov, je kupila Univerza v Novi Gorici. 20.000 kvadratnih metrov površin je kupilo podjetje Galeta Bio, ki, bom rekel, se na območje želi, bom rekel, seliti čim prej. Ostalih zemljišč še nismo dali v prodajo, pa jih bomo dali v prodajo v kratkem, torej zagotovo še, bom rekel, v obdobju do poletja. In pravzaprav za vse površine že imamo nakazane različne interesente, za katere verjamemo v bistvu, da se bojo potem, ko bo občina pripravljena za to, da te prodaje tudi spelje, odločili in se prijavili na dražbe in, bom rekel, tam uspešno tudi pridobili zemljišča. Tega občinskega dela celotnega območja, celotno območje je veliko 16 hektarjev, bo za 4 hektarje, 2 hektarja imamo rezervirana za ta konferenčni del in tehnološki park z centrom znanosti in pa letalskim muzejem. Po drugi strani pa 2 hektarja namenjamo športnim površinam, kjer želimo pravzaprav, da pride do prepleta med nekako mestom in, bom rekel, samo vsebino in dejavnostjo tega Biotehnopolisa.
torej neka točka, bom rekel, kjer bo prihajalo nekje do izmenjave tudi tistih, ki bodo ne nazadnje bivali. Govorimo predvsem seveda o pedagoškem kadru Univerze v Novi Gorici na tem območju, kot seveda, bom rekel, tistih, ki smo v Ajdovščini že dlje časa prisotni. Še nekaj minut ostaja z nami ajdovski župan Tadej Beočan in kot smo dejali, kljub rekordnemu proračunu je želja in potreb prebivalcev veliko in zagotovo je z naraščanjem prebivalstva, števila prebivalcev in razvojem gospodarstva tudi narasla potreba po šolski in predšolski infrastrukturi. Ravno pred dnevi smo poročali, da starše skrbi, ali bodo dobili mesto v vrtcu. Na občini nekako računate na prakso preteklih let, ko ste uspeli zagotoviti mesto vsem, ki so se želeli vpisati s 1. septembrom oziroma 16. septembrom, pa vendar potrebe rastejo iz leta v leto. Iščete dolgoročno rešitev, kaj je trenutno v načrtu? Torej, najprej drži, kar ste povedali, torej, da zagotavljamo mesto vpisa v vrtec za vse tiste otroke, ki na te vpisne roke v začetku septembra oziroma oktobra izpolnijo pogoj, to je 11 mesecev starosti. In bom rekel, s to politiko bomo nadaljevali tudi v bodoče. Nažalost pa, bom rekel, ne moremo in ne uspemo zagotavljati dodatnih mest za tiste otroke, ki izpolnijo pogoje, bom rekel, pomembno kasneje, torej nekaj mesecev ali pa pol leta po teh rokih. Takrat so, bom rekel, starši nekako primorani v iskanje drugih rešitev. Ne glede na to pa seveda želimo zagotavljati čim ustreznejšo infrastrukturo za, bom rekel, naše predšolske otroke. V letošnjem letu bo stekla gradnja novega vrtca v Lokavcu, tam bodo prostora za 3 oddelke. Nadalje, bom rekel, gremo v projektiranje dodatnih 4 enot na območju vrtca Ribnik v Ajdovščini. Tudi tam, bom rekel, bodo zrasle nove enote v obdobju naslednjih 3 let. Istočasno pa, bom rekel, smo se letos na podlagi vseh tudi zakonodajnih sprememb odločili, da bomo začeli s faznimi prenovami obstoječih vrtcev, tako, bom rekel, tistega na Ribniku kot tega ob Hublju v Ajdovščini. To sta 2, bom rekel, največja vrtca, ki jo imamo. V smeri tega, v bistvu, da zagotavljamo ustrezne standarde za, bom rekel, tudi z vidika infrastrukture, torej objektov. Ne glede na vse to pa je, bom rekel, ideja o gradnji novega velikega 20-oddelčnega vrtca še kako živa. Torej tudi ta je, bom rekel, v projektiranju. Sicer smo, bom rekel, nekoliko zaustavili to projektiranje zaenkrat, ampak kot omenjeno prej, v tistem naslednjem investicijskem ciklu je pravzaprav ta investicija ena tistih najnujnejših, ki se jih bomo dotaknili oziroma ki jih bomo začeli, verjetno govorim v roku 3 oziroma 4 let. Tudi nekatere lokacije so bolj obremenjene kot druge. Razmišljate tudi, ne vem, da bi kje še povečali obstoječe kapacitete vrtca, niso predvidene širitve, recimo Selo? Torej, zaenkrat razmisleki ne gredo toliko v tej smeri, morda z vidika nekih dodatnih enot, ki bodo v prilagojenih prostorih. Ja, ukolikor bo takšna potreba, torej, da bi potrebovali zagotavljati nove igralnice zdaj v naslednjem oziroma letu kasneje, pa vendar, bom rekel, računamo že na to, da bodo že te 3 prve nove igralnice v vrtcu v Lokavcu pravzaprav pomembno razbremenile vse vrtce in da, bom rekel, težav pravzaprav s prostorom nekje ne bo več. Dejstvo je tudi to, da, bom rekel, starši radi vpišejo seveda svoje otroke tam, kjer tudi bivajo. Nažalost pa, bom rekel, teh možnosti seveda nimamo. Vrtec deluje pod enotno streho in, bom rekel, ne glede na to, bom rekel, v katerem naselju, v kateri vasi prebiva otrok, bom rekel, se lahko dobi, bom rekel, vrtec tudi na nekem drugem območju ali pa naprimer v mestu. No, naj se tu navežem na vprašanje poslušalke, ki recimo pravi takole: zakaj imamo v Ajdovščini novo igrišče za pse, že 10 let pa niso prenovili nobenega igrišča za otroke? Verjetno ste delno tudi že odgovorili. Torej, igrišč za otroke imamo precej. Nekje vodimo pravzaprav politiko tega, da imamo v vsakem naselju v občini tako odprto športno infrastrukturo, kot tudi seveda otroška igrišča.
Na območju naše občine imamo 44 otroških igrišč, od tega jih je 11 v mestu in 33 na podeželju. Redno, bom rekel, vsako leto gradimo nova, tako da tukaj morda, bom rekel, poslušalka ni najbolj, bom rekel, bila seznanjena s temi podatki, torej teh otroških igrišč je ogromno. In še več, ne, tudi v Ajdovščini, bom rekel, letos začenjamo z investicijo, zelo visoko investicijo v gradnjo novega otroškega igrišča, ki bo namenjen otrokom, bom rekel, tistih odkar, se pravi od samih začetkov, torej od leta 2, pa bom rekel tudi tja do konca osnovne šole, torej z zelo različnimi igrali. To igrišče je predvideno na območju Kresnic, torej na tistem območju, kjer smo včasih imeli občinske vrtove. No, bom rekel, tukaj gre za, kot rečeno, tudi zelo veliko investicijo v otroško igrišče, približno 10-krat višjo od same investicije v pasji park, ki je bil tudi omenjen. Začenjamo pa, kot rečeno, v letošnjem letu že z izgradnjo tega igrišča. Župan Tadej Bevovčan, že vrsto let je na Ajdovskem prisotna želja po večjem kulturnem centru, po novem kulturnem centru, pravzaprav in letos, pravzaprav pred kratkim, ste ustanovili tudi namenski proračunski sklad. Kaj zdaj to pomeni v praksi? Koliko sredstev računate, da se bo zbralo prek tega sklada, pa tudi o predvideni lokaciji je bilo že nekaj govora, kaj nam lahko razkrijete? Vesel sem tega, da smo letos ta proračunski sklad vzpostavili. Cilj sklada je, da se bodo v njem zbirala strogo namenska sredstva za izgradnjo kulturnega centra, tako, bom rekel, iz proračuna občine, kot tudi iz zunanjih virov. Tukaj predvsem seveda računamo na donacije in dotacije tako pravnih, kot tudi, bom rekel, fizičnih oseb, ki, bom rekel, želijo prispevati v gradnji kulturnega centra. Sklad bo, bom rekel, v kratkem tudi dokončno ustanovljen v smislu še tistih tehničnih formalnosti, ki sledijo, bom rekel, samemu odloku o vzpostavitvi tega sklada, ki ga je občinski svet potrdil na februarski seji. Tisto, kar je, bom rekel, pomembno z vidika, bom rekel, tudi občine same, je to, da bo vsako leto namenjala sredstva v ta sklad v višini 1%, bom rekel, vseh ostalih investicij. Konkretno, če sva prej govorila o 46 milijonih za investicije v letošnjem letu, bi, se pravi, torej ta odstotek, 460 tisoč evrov, občina potem zagotovila v prihodnjem letu in jih, bom rekel, nakazala v proračunski sklad. Enako pa, kot rečeno, pričakujemo, da se bodo tudi z donacijami sredstva plemenitila in, bom rekel, zbirala na tem računu, torej v tem proračunskem skladu, kar bi nam nekje v obdobju 5 let omogočilo po projekcijah, bom rekel, zadostno količino zbranih sredstev, da bi lahko, bom rekel, tudi to investicijo potem pognali v praksi. Z vidika lokacije se kot najugodnejša ta trenutek nakazuje lokacija na območju Šturskega parka, torej pri čemer bi bila Ricatjeva vila nekje tisti osrednji upravni prostor kulturnega doma. Sama dvorana bi bila pa kot dislociran objekt postavljena v ozadje te Ricatjeve vile, torej na območje teh relativno starih garaž, ki so, bom rekel, tja premaknjene proti območju SGG-ja, torej Soškega gozdnega gospodarstva. Ne gre torej za posege v park, v nobenem primeru gre za posege, bom rekel, na to degradirano območje v ozadju se pravi v ozadju Ricatjeve vile. Seveda pa bomo morali to območje tudi prometno ustrezno urediti, tudi zato seveda tej razmisleki že tečejo, na kakšen način bi potem, se pravi, tudi ta povečan avtomobilski promet v času obratovanja tega kulturnega centra rešili. No in ti, bom rekel, projekti tečejo sočasno, tako razmišljanja o prometni infrastrukturi, kot seveda tudi o sami gradnji kulturnega centra. Kaj pa je vse predvideno? Prej sva omenila, da si tudi Lavričeva knjižnica želi nove prostore, ali gredo razmisleki torej tudi v tej smeri? Študija zaenkrat kaže, da je v bistvu najboljša rešitev dozidava obstoječe Lavričeve knjižnice in tudi verjetno bojo zato
vsi projekti, naša nadaljna ravnanja usmerjena, bom rekel, v dozidavo obstoječega objekta. Govori se dolgo že tudi o Brvi, če ostajava še nekaj trenutkov pri Šturskem parku, kako kaže temu projektu? Z objavljenimi pred časom oziroma pred mesecem objavljenimi hidrološko-hidravličnimi študijami vendarle lahko nadejamo, bom rekel, nadaljevanja projektiranja te Brvi in pa potem, bom rekel, čimprejšnje izvedbe. V neposredni bližini ali pa če gremo na drugo stran ceste je tudi Johmanov mlin oziroma vemo, tam potekajo načrti, da bi se uredilo hotel. Tudi to je bilo povezano s to študijo, če se ne motim? Deloma je bilo povezano s to študijo, pri čemer smo za to območje uspeli z Direkcije za vode se dogovoriti, da izvedemo ločeno študijo. No, ta študija je sedaj v bistvu čaka tisto zadnjo zeleno luč Direkcije za vode in ko jo prejmemo, pravzaprav so vse podlage pripravljene za to, da lahko sprejmemo podrobni prostorski načrt in investitor vloži vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo hotela. Vse stvari so tako rekoč pripravljene, tako da res čakamo še to zadnjo zeleno luč strani Direkcije za vode in imamo, bom rekel, dokumentacijo pripravljeno za začetek investicije. Vprašanje še veliko, časa pa zmanjkuje, tako da bom rekla za konec le še, kako kaže stanovanjsko gradnjo na območju centra, zlasti na območju nekdanje tovarne Lipa. Me zanima, bodo kmalu začeli brneti stroji? Po informacijah, ki jih imamo, bodo prvi 3 stolpiči pravzaprav v gradnji že pred poletjem. Torej investitor je, bom rekel, pripravljen za začetek izvedbe. Nadaljne 4 pa, bom rekel, še projektiramo. Prav ta mesec pa imamo na seji občinskega sveta tudi, bom rekel, en večji nakup, ena večja naložba občine, tudi v tisti novejši del bivše tovarne Lipa, kjer, bom rekel, po predlogu odkupujemo približno 7000 kvadratnih metrov hale in zunanjih spremljajočih površin, na katerih bomo pa potem tudi srednjeročno in dolgoročno nadaljevali z, bom rekel, prestrukturiranjem tega območja v torej starega industrijskega območja v centralne dejavnosti, torej ob storitvah in drugih vsebinah tudi stanovanja. Hvala lepa, župan, za pogovor, za pojasnila, za načrte in seveda uspešno delo še naprej. Hvala lepa in hvala tudi za povabilo v študijo. Bodite z nami pa tudi prihodnji ponedeljek, ko nadaljujemo. Ustavljamo se v novogoriški občini, z nami bo župan Samo Turel. Ostanite na valovih Radia Robin še naprej. Dober dan, župan.